TV. Kids TV. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Ste? Se pravi, imate nekaj, na kar boste risali, imate nekaj, s čimer boste risali, imate mene, ki vam bom majčkeno priskočila na pomoč, meni pa bo v veliko pomoč Čivčav knjiga z zimskimi motivi. V knjigi Čivčav je toliko krasnih risbic, da sem se komaj odločila, kaj naj danes narišemo. A bomo risali rokavice, a bomo risali škratka, a bomo narisali snežinko. In potem sem prišla do jelenčka in ta me je popolnoma prevzel. Tako da lahko samo enkrat ugibate, kaj bomo danes risali. Jelenčka bomo narisali. Ko sem se končno odločila, da bomo narisali jelenčka, sem razmišljala, ali poznam kakšno pesmico o jelenčku, in sem razmišljala. In sem še malo razmišljala, in sem še čisto malo razmišljala in ugotovila, da ne. Nobene pesmice ne poznam o jelenčku. Poznam pa pesmico o zimi. Jo vi poznate? Zima, zima bela, vrh gori sedela, pa tako je pela, da bo Mirka vzela, ker Mirko nič ne dela, ker Mirko nič se ne uči, čakaj, čakaj, Mirko, ti. Jo poznate? Poznate, odlično. In potem sem prišla na idejo, da če zamenjam besedo Mirko z besedo jelenček, to dobim pesmico o jelenčku. Si predstavljate? Zima, zima bela, vrh gori sedela, pa tako je pela, da bo jelenčka vzela, ker jelenček nič ne dela, ker jelenček nič se ne uči, čakaj, čakaj, jelenček, ti. Se vam ne zdi dobra ideja? Samo imeni smo zamenjali, pa smo dobili čisto novo pesmico o jelenčku. Novo pesmico smo dobili, zdaj pa potrebujemo še risbico. A gremo risat? No pa dajmo. Začnimo pri napotku številka 1. Naš jelenček bo dobil glavo. Njegova glava bo okrogla, se pravi, narišemo krog. Vam je uspelo? Potem je drugi korak, da mu narišemo polkrog v spodnjem delu glave. Gremo lahko naprej? Dajmo. Narisali mu bomo dve očesi. Jaz si bom izbrala črno barvo. Njegove oči sta dva mala pobarvana krogca. Rdečo barvo si bom izbrala za njegov nos. In sicer bomo nos narisali tule pod očmi in spet narišemo en tak polkrog, ki ga lahko, če želite, pobarvate z rdečo barvo. Tako bo naš jelenček dobil tudi ime Rudolf. Tretji korak bo našemu jelenčku dal usta. Jaz mu bom narisala usta z črno barvo. Takole bomo od noska dol narisali navpično črto, tule na koncu pa bomo narisali še en polkrog. Naslednji korak, za katerega si bom jaz izbrala rjavo barvo, je, da naš jelen dobi ušesa in vrat. Vrat mu narišemo tako, da potegnemo dve navpični črti. Dobro, ušeska pa so v obliki vodnih kapljic. Vodna kapljica, se pravi, jo narišemo takole. Pri ušeskih bomo vodno kapljico samo vodoravno obrnili. Takole. Pa še na drugi strani in tako ima naš jelenček ušesa in vrat. Napotek številka 5 pravi, da bo naš jelenček dobil trup in rogove. Narišemo najprej eno rahlo poševno črto in še na drugi strani še eno rahlo poševno črto. Njegov trup pa bo ovalne oblike. Pa narišemo ovalen trup. Takole. Kako vam gre? Mi sledite? Krasno. Gremo na napotek številka 6, kjer bo naš jelen, se pravi, dobil noge, pa še rogovje bomo dokončali. In sicer tako, da bomo narisali eno črto tukaj zraven, pa še eno tukaj zraven, pa še eno na tej strani, se pravi 1, 2, 3, 3 črte na eni strani, pa še 3 črte na drugi strani. Zdaj pa k nogam. Nogice pa bomo narisali takole, majčkeno bom umaknila.
In sicer bomo narisali spredaj dve rahlo poševni črti, tako, in poleg narišemo še dve vzporedni rahlo poševni črti. V redu? Gremo na napotek številka 7, kjer bo naš jelenček dobil še zadnji nogici. Takole. Pa narišemo spet zadaj. Da malo pogledam, da se ne bom zmotila. Takole. Narišemo še eno rahlo poševno črto, pa še eno zraven in enako ponovimo na drugi strani. Takole in takole. Na prvi pogled zdaj izgleda kot pajek, ampak počakajte pri koraku številka 8. Naš jelen postane jelen in nič več pajek. In sicer bomo njegova kopitka zaključili z vodoravnimi črtami, se pravi zapremo tukajle, pa zdaj zapremo še tukaj, pa tukaj, tukaj in tako ima naš jelenček 4 nogice. Repek mu še manjka. Repek narišemo tule zadaj in sicer v obliki trikotnička. Še vemo, kakšen je trikotnik? Takole. Evo, in mi ga bomo majčkeno drugače obrnili, da bo jelenček dobil repek v obliki trikotnika. Meni je moja risbica všeč, upam, da je vam vaša tudi. Imam pa super predlog. Letos, ko bodo vaši prijatelji praznovali, jim lahko za rojstni dan podarite risbico, ki ste jo sami narisali. A se vam ne zdi to krasna ideja? Je, kaj ne? Zdaj pa takole. Če se želite z nami še družiti, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič od tete Diane.